S samim začetkom, torej pred 4 leti, smo vstopili z optimizmom, da se te dnevi gradbenega prava vzpostavijo kot ena pomoč za urejanje razmer v gradbeništvu. Gre za to, da je naša želja, da se tukaj vzpostavijo transparentne prakse, da se spoštujejo pravila, da so ta pravila vsem poznana in seveda, da se potem vsi njih držijo in to vodi v kvalitetno izvedbo, v zmanjšanje sporov in seveda gre na koncu za win-win situacijo za vse udeležence gradenj, torej od naročnika, projektanta, nadzora in izvajalca. No in na dnevi gradbenega prava poteka nek interaktivni proces izmenjave informacij, ob tem se spreminja tudi zakonodaja, kar seveda pomeni, da je teh informacij veliko med strokovnjaki, udeleženci, tisti, ki uporabljajo gradbeno pravo v praksi. In to so stvari, ki jih tukaj zasledujemo in dosegamo dobre rezultate. Število udeležencev raste, interes je večji, seznanjenost z postopki gradnje, z pravili gradnje je bistveno večja in seveda to potem tudi ureja razmerja med udeleženci gradnje, kjer seveda vsi delajo skladno z skupnimi pričakovanji, z skupnim znanjem in to vodi pač v bistveno boljše sodelovanje v celotnem procesu gradnje in večjo uspešnost izvedbe gradnje. Kar se tiče nadzora, se je z novo zakonodajo povečal obseg tako dolžnosti kot pravic nadzora, tako da bo naš obseg del, ki smo jih prej upravljali po zakonu o graditvi objektov, se bo povečal. Predvsem to vidimo zelo pomembno vlogo pri tem, da preventivno delujemo, to pomeni, da opozarjamo, imamo neke pravice za ustavitve gradnje, če se dela izvajajo nepravilno in se ne upoštevajo naše pripombe. In pa predvsem bomo sodelovali pri zakoličbi objektov, kar prej ni bilo, tako da se pač naša vloga se bo zelo povečala. Tudi kazensko smo odgovorni, če podpišemo izjavo zanesljivosti oziroma končno izjavo, če podpišemo in jo krivotvorimo. Z našega vidika, z vidika projektanta, je kar nekaj razlik. Pri novi gradbeni zakonodaji prihaja predvsem do tega, da se poenostavlja pridobitve gradbenih dovoljenj in pa sami postopki. Jaz mislim, da se poveča učinkovitost. Zdaj pa, če bi pa primerjali celotno projektno dokumentacijo, ki je treba narediti, zato da se en projekt zgradi, ta pa v principu ostaja na nek način ista, ker projekta mora biti to, kakor ga mora biti, da se lahko nek objekt zgradi. Drugo je pa upravni del, tak je zdaj na novo postavljen in se v bistvu poenostavlja in, kot sem rekel, učinkovitost njihova se povečuje. Zato, da se skrajšajo postopki, da se zaščiti tudi investitor do neke mere in da se ne izgublja nepotrebnega časa. Dejstvo, da v nekaterih primerih po obligacijskem zakoniku za napako gradbe poleg izvajalca odgovarja tudi projektant, je vsekakor dobrodošlo za naročnika, saj lahko naročnik v takih primerih pravzaprav izbira stranko, zoper katero bo vložil tožbeni zahtevek. Projektant in izvajalec pač v teh primerih, ko je predvidena njuna soodgovornost, odgovarjata solidarno, kar pomeni, da lahko izvajalec oziroma investitor upiri tožbeni zahtevek bodisi zoper izvajalca, bodisi zoper projektanta, lahko pa v dvomih, če ne ve, koga izbrati, upiri tožbeni zahtevek tudi zoper oba. Gre za tako imenovano materialno sosporništvo, ki seveda dopušča eno tožbo zoper več toženih strank. Gradbeni zakon v 13. členu pravi, da mora nadzornik izmed svojih nadzorov, se pravi, ki izvaja nadzor, izbrati vodjo nadzora, ki je pooblaščeni inženir. V tem trenutku bo 50%, skoraj 50% inženirjev izgubilo naziv pooblaščeni inženir in težko firme, ki nimajo pooblaščenega inženirja,
po končanem prehodnem obdobju delajo kot vodje nadzora. Tukaj je največji problem, kjer ga jaz vidim, ker bo enostavno več kot 2100 inženirjev izgubilo svojo pravico biti pooblaščeni inženir in ne bojo mogli izvajati svoje delo. Neznatna napaka je v bistvu tista najmanjša bagatelna napaka, ki je v pravnem prometu dopuščena. Kaj je to neznatna napaka? Tega nam zakon v bistvu ne odgovarja, ampak nam daje odgovor pravna praksa. Zdaj pri gradbeni pogodbi je težava v tem, da je obligacijski zakonik na tem področju malenkost neroden, ker pri prodajni pogodbi izrecno piše, da se neznatna napaka ne upošteva, kar pomeni, da kupec ne more zaradi neznatne, torej take bagatelne napake, niti zavrniti prevzema, niti uveljavljati jamčevalnih zahtevkov. Pri podjemni pogodbi, katere pravila veljajo pa tudi za gradbeno pogodbo, je pa ta ureditev nekoliko drugačna in sicer je izrecno navedeno, da naročnik zaradi neznatne napake ne more od pogodbe odstopiti. Kljub tej drugačni ureditvi pa je moje stališče, da je treba tukaj upoštevati temeljna načela obligacijskega prava, predvsem načelo vestnosti in poštenja, in da na koncu je treba ravnati tako, da so posledice za izvajalca in prodajalca enake, ker če bi bile drugačne, bi bilo popolnoma nepravično. Izhodično je treba povedati, da je gradbena pogodba dvostranska pogodba in da je odplačna pogodba. To pomeni, to ni igra na srečo, to ni nekaj, kjer bi izvajalci prevzemali zelo visoka tveganja, naročniki pa nobenih, zaradi česar je zelo pomembno, da se tudi izvajalci zavedajo svojih pravic, ki jih imajo, in te so, da dobijo pravično plačilo za pravično izvedeno delo. V tem obdobju, ko je bila rast cen izrazito visoka, se to seveda pozna tudi pri cenah, če ne drugače, preko spremenjenih okoliščin. Izvajalci se morajo zavedati, da so se okoliščine od takrat, ko so oni pogodbo morda podpisali, dejansko spremenile in da ta institut spremenjenih okoliščin lahko s pridom uporabijo, zato da zahtevajo bodisi povišanje cene, bodisi podaljšanje roka ali pa obojega. Ko je uredba vnesla različne vrste zavarovanja, se je pokazala v bistvu neka vrzel v razumevanju, tako med razpisniki, ponudniki, kot tudi sicer morda tudi med bančniki. Zato je zelo pomembno poznati razlike med različnimi vrstami zavarovanj. Praksa kaže na to, da razlike niso dovolj poznane, da si enostavno deležniki v javnem naročanju te razlike želijo vedeti in da vsako zavarovanje ni primerno za vsako vrsto posla v javnem naročanju. In zato ocenjujem, da je naš namen, da osveščamo deležnike, da lahko v pravem trenutku za pravi projekt izberejo pravo finančno zavarovanje. V gradbeni praksi so najpogostejše že zmote v tem, kakšna pogodba je sklenjena, ali gre za gradbeno ali gre za podjemno pogodbo. Zato je zelo pomembno, da se pripravi kvalitetna gradbena pogodba. Svetujem, da pri sami pogodbi sodeluje tudi operativa oziroma da je ta z njo seznanjena v času izvajanja del. Saj ugotavljam, da si v operativi ponavadi predstavljajo, da dogodki pri gradnji potekajo na enak način pri vseh projektih, vendar pa so same pogodbe lahko zelo različne. Gradbeni projekti so zahtevnejši projekti, ki jih običajno sklepajo javni naročniki. Javni naročniki kot investitorji morajo že v začetku, ko pripravljajo osnutek pogodbe, paziti, da pravilno vključijo vse določbe, ki se tičejo podizvajalcev. Predvsem morajo opozoriti ponudnike, torej glavne izvajalce, da morajo obveznost neposrednih plačil podizvajalcev vključiti že v trenutku, ko priglasijo podizvajalce, vkolikor želijo, da je po zakonu o javnem naročanju plačilo podizvajalcem obvezno že takoj pri samem sklepanju pogodbe. Opozoriti morajo naročniki tudi glavne izvajalce na to, da je potrebno nemudoma, ko pride do vključitve podizvajalcev oziroma do zamenjave podizvajalca, priglasiti te podizvajalce, vkolikor izvaja dela s podizvajalci, ki niso priglašeni, predstavlja to lahko prekršek po zakonu o javnem naročanju. Predvsem pa morajo paziti na to, da ne bi v delu, ko ponudniki oddajo ponudbo,
prihajalo do neresničnih izjav v smislu nastopanja brez podizvajalcev, v kasneje fazi izvajanja pa bi se zgodilo, da glavni izvajalec dejansko nastopa s podizvajalci. Po najnovejši praksi Višjega sodišča v Ljubljani bi lahko tako ravnanje, takšna izjava ponudnika oziroma izvajalca predstavljala neresnično izjavo, naročniki pa so tisti, ki so dolžni oziroma morajo biti dovolj skrbni, da o tem obvestijo pristojni prekrškovni organ, to je Državno revizijsko komisijo. Gre za dva klasična instituta civilnega prava, ki pogosto prideta v poštev tudi pri gradbenih pogodbah. Njuna ključna razlika je ta, da pogodbena kazen se uporabi le, če je izrecno dogovorjena med strankama in je neodvisna od dejansko nastale škode. Torej, dolguje se tudi, če sama škoda upniku zaradi zamude sploh ni nastala. Drugače je pri seveda splošni odškodninski odgovornosti, kjer je potrebno dokazovati tako nastanek kot tudi obseg škode. Drugače pa je denimo pri institutu pavšalne odškodnine, kjer sam obseg oziroma nastanek škode ni potrebna predpostavka, prav tako se ta znesek dolguje, če je bil posebej dogovorjen. Ta tema je predvsem zanimiva zaradi klavzule o tako imenovanih odškodninah za zamudo, delay damages v klavzulah FIDIC. In sicer gre za institut pavšalne odškodnine, prav tako stranki se vnaprej dogovorita za nek znesek, ki se bo plačal v primeru, da pride do zamude. Klavzula je zanimiva predvsem zato, ker izključuje seveda v tem primeru uveljavljanje tudi splošne odškodninske odgovornosti, kar pomeni, da se zaradi zamude dolguje le pavšalno določena odškodnina. Odstop od gradbene pogodbe je izjema, ko gradbena pogodba preneha, in sicer v tem primeru preneha samo za izjavo ene od strank, zato gre za izjemo. Zdaj do odstopa lahko pride v primeru, ko stranki to pravico posebej določita v pogodbi. Pravico do odstopa pa določa tudi zakon, vendar jo zakon določa samo za primere kršitve. Položaj kršitve je največkrat podan v primeru zamude z izpolnitvijo, v primeru izpolnitve z napako ali v primeru drugih kršitev pogodbe. Odstop od pogodbe ima določene pravne posledice. Načeloma prenehajo pogodbene obveznosti, vendar to ne pomeni, da sta naročnik in izvajalec zaključila s svojim pravnim razmerjem. Namesto zahtevka za izpolnitev pridajo na njuno mesto zahtevki za povračilo škode ali pogodbene kazni, če je ta dogovorjena. Pomembno pa je, da do teh posledic pride samo v primeru, če so vsi pogoji za odstop od pogodbe izpolnjeni. Se pravi, v primeru pogodbenega odstopa, pogoji, ki jih določa pogodba, v primeru zakonske odstopne pravice pa pogoji, ki jih določa zakon. Za gradbeno pogodbo je značilen en poseben odstop, to je pravica naročnika, da odstopi od pogodbe kadarkoli do dokončanja posla, načeloma brez razloga. Gre za zelo široko odstopno upravičenje, ki pa ga izvajalec nima. Kljub vsemu je treba v primeru, kadar odstopi zaradi napak, predvsem zaradi drugih pravnih posledic v primeru prenehanja pogodbe zaradi odstope, biti pozoren, da je izpolnil vse zakonske pogoje, ki se zahtevajo za tak odstop. Če začnem najprej z vlogo izvedenca na splošno, je izvedenec tisti, ki v bistvu sodišču pomaga odgovoriti na tista vprašanja, za katera sodišče presodi, da nima ustreznega znanja. Tukaj sicer neke jasne meje ni, zelo velikokrat v praksi se pojavlja, da potem sodišče vsa vprašanja, ki jih dobi od pravdnih strank naprej, posreduje izvedencu, ki se potem mora izjasniti glede tega, kaj je njegova vloga, pa kaj ne. Zdaj, v gradbeništvu vemo, da gradbena panoga je zelo, zelo široko področje. Iz tega naslova je tudi z področja gradbeništva kar precej podpodročij in tudi posamezno podpodročje je precej široka tema. Dostikrat dobimo tudi vprašanja, ne vem, naj pogleda izvedenec pogodbeno dokumentacijo in tako naprej in presodi, kaj je izvajalec upravičen. Gre pa običajno za zelo različne spore med udeleženci pri graditvi objektov, to so investitorjem, izvajalcem, ali je zadeva prav obračunana, ni prav obračunana, ali je zadeva tehnično ustrezno izvedena, ni ustrezno izvedena. Tako recimo od same faze projektiranja je projekt ustrezen,
do faze same izgradnje, napakah med samo gradnjo, tudi iz naslova varnosti pri delu, pa do same garancijske dobe. Tam pa recimo se izvedenci tudi soočamo z problemi, ker niso jasno določeni kriteriji in če že z razpisno projektno dokumentacijo in kasneje s pogodbo niso jasni kriteriji, je potem zelo težko najti tiste meje, kaj je nekdo upravičen, pa kaj ne. Alternativne oblike reševanja sporov, kamor uvrščamo tudi arbitražno reševanje sporov, v zadnjih letih postajajo vedno bolj priljubljene, tudi na področju reševanja gradbenih sporov. Zakaj? Razlogi so pravzaprav preprosti. Strankam omogočajo fleksibilno oblikovanje postopka po njihovih merah in po merah njihovega spora. Omogočajo pa tudi izbiro osebe, arbitra, ki bo odločala v postopku. To je pa pomembno zaradi tega, ker včasih je potrebno tudi specialno znanje posameznega področja. Razumevanje zapletenih gradbenih procesov, ki jih sodniki pri nas običajno ne poznajo. Sodniki so pri nas vedno pravni strokovnjaki, medtem ko je arbiter lahko tudi strokovnjak druge stroke in ni nujno, da je samo pravnik, kar torej strankam omogoči, da lahko razume njihov problem tudi z vidika stroke. Najprej bi poudarila, da je poteklo 1 leto od uveljavitve gradbenega zakona, da zelo poglobljene evalvacije izvajanja zakona praktično še ni. Lahko se pa že hitro vidijo nekateri učinki oziroma nekatere prednosti ali pa slabosti. Predvsem bi kot prednosti izpostavila to, da so se skrajšali nekateri postopki ali pa se že vidi, da bodo nekateri postopki hitreje tekli, recimo integralni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Potem se tukaj kaže že učinek, odzivi na ponujene sheme legalizacije po novem gradbenem zakonu. Naprej bi mogoče povedala, da se je izkazalo zlasti z projektantske strani, da so sprejeli novi koncept dovoljevanja gradenj v smislu, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja zmanjšana, manj obsežna, da v bistvu se omejuje na lokacijsko preverjanje gradnje. Da pa je na drugi strani morda ravno zaradi tega spremenjenega koncepta še ni povsem osvojena ta druga stopnja dovoljevanja, to je pa sama prijava začetka gradnje, kjer se preostanek tehnične dokumentacije vloži organu. Tukaj pa zaznavamo še nekatere pomanjkljivosti, predvsem v smislu, da se ne oddaja popolna dokumentacija. Tako da tukaj bo potrebnega očitno še nekaj več napora v smislu inšpekcijskega nadzora, seznanjanja investitorjev, projektantov in skratka vseh udeležencev pri graditvi za to novo zahtevo po prijavi začetka gradnje, ki mora biti popolna. Tudi z upravnimi enotami je bilo že kar nekaj posvetov, tudi one zaznavajo nekatere manjše procesne težave, težave zaradi tega, ker prostorski informacijski sistem še ni uveljavljen. Ampak v grobi sliki pa se zdi, da so šle rešitve večinoma v pravo smer. Bo pa potrebnega še nekaj več časa, ker se veliko postopkov vodi še po starem. Tako da tukaj smo videli, da kljub temu, da je imel zakon kar relativno dolgo prehodno obdobje, praktično od novembra do junija, ko se je začel izvajati, da to prehodno obdobje bi bilo lahko celo morda daljše. Nikoli ni dovolj dolgo prehodno obdobje za seznanjanje in tako naprej. To se je tukaj ponovno pokazalo.